Izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj, ponovno na zvezi. Zdaj bi pa jaz nekaj povedal o temi, ali se nam danes resnično dogaja tretja svetovna vojna. Mislim, da bi kar določeni odgovorili, da se nam resnično dogaja tretja svetovna vojna. Jaz bi stvar še majčkeno bolj zakompliciral, pa bi rekel, dvomim, da se dogaja tretja svetovna vojna. Sem skoraj prepričan, da se nam dogaja zadnja svetovna vojna za našo civilizacijo. V tem trenutku poteka najbolj popolna vojna vseh časov. Sprožili so jo isti, ki so sprožili vsako preteklo vojno skozi zgodovino. Ne glede na to, ali se tega zavedaš ali ne, si sredi te vojne zmešnjave. Običajno so žrtve vojne tisti, ki se le te ne zavedajo, in tokrat ne bo nič drugače. Količina nevednosti je v izobilju bolj kot kadarkoli v preteklosti. Naj bo to iz strahu ali iz zanikanja. Običajno so vojne razglašene. Za to vojno ni bilo nobene objave, ker je to vojna ne ljudi proti ljudem sveta. Nagovarjam vse nepopustljive borce in ovce našega sveta, ki mislijo, da so varno na pravi strani na poti nazaj v normalno življenje. Prejšnje življenje kot normalno je bila zgolj iluzija, ne resničnost. Zdaj smo v realnosti, vendar tega preprosto večina ne želi sprejeti. Za razliko od prejšnjih razglašenih vojn, to ni vojna za konec vseh vojn. To je končna vojna, ki nam jo ljudje ne bodo razglasili. Izid vojen se je običajno zanašal na tajnost, prikritost in prevaro. Tukaj pa imamo vse črno na belem, no seveda zgolj tisti, ki to želimo videti. Ostali pa tečejo krog preživetja od pika do pika in naravnost v brezno odhoda. V vseh prejšnjih vojnah so uporabili eno nacionalno državo za napad na drugo nacionalno državo. V naši končni vojni temu ni tako. Nevidni ljudje, sodobni generali, uporabljajo vlade kot orožje za napad na prebivalce znotraj svojih meja. Torej, to je vojna. Po vsem planetu imamo ljudi, ki umirajo. Slep je, kdor ne razume, da je to vojna in da so nam vse življenje lagali. Še posebej zdaj, bolj kot kadarkoli prej. Za večino je to znanstvena fantastika, ki se je prestavila iz kinodvoran direktno v naša življenja. Zavedni ste, če greste v zanikanje le tega, kar se dogaja. Zavedeni ste, pardon. Tvegate, da boste žrtev te vojne, če ne veste, da se vojna sploh resnično dogaja. Ne bodo vam povedali ničesar o tej vojni. Ni jim treba, ker je to končna vojna. Prepričani so, da lahko ubijejo dovolj ljudi, večjih odporov ne bo več. Sprašujete se,
zakaj bi to počeli. Ko je Bog stvarnik, enki, uporabil lastne gene, da bi nas ustvaril iz bitja Homo erectus, ga je motiviral zelo specifičen in določen cilj in načrt. Potreboval je veliko delavcev in Homo erectus, najbližje avtohtono bitje, ni bil dovolj sposoben. Nadgradil je gensko zasnovo Homo erectusa in ustvaril Homo sapiens, ki so bili le malo bolj sposobni od Homo erectusa, da bi lahko opravljali delo v rudnikih zlata. Enlil je v nasprotju z idejo že od začetka vedno sovražil ljudi in je sprejel zadostne ukrepe, da je v tisočletjih strogo omejil velikost njihove populacije. Statistični podatki zagotavljajo dejstva, ki kažejo, da je bila človeška populacija tisočletja skrbno vzdrževana pri 500 milijonih. Še pred stoletji ni bilo dovoljeno, da bi prebivalstvo preseglo to raven na skoraj sedanjih 8 milijard. To je bilo mogoče pripisati eksperimentu Matrica, kjer je bilo ljudem dovoljeno prepričanje, da imajo svobodo in si lahko lastijo rezultate svojega dela. To so storili s številnimi prevarami, a največji je bil sistem politike, v katerem so ljudje verjeli, da imajo svobodo izvoliti svoje voditelje. Matrica je zdaj postopno opuščena zaradi vse večjega tveganja izgube nadzora. Isti stari voditelji, kot vedno, ostajajo na oblasti s popolno kraljevsko oblastjo nad nami. Nova nadzorna struktura, ki so jo oblikovali nevidni ljudje s pomočjo Združenih narodov, je tehnokracija absolutnega nadzora, pri kateri je industrijska proizvodnja z uporabo naravnih virov vzetih s planeta zelo omejena zaradi skrbi in zdravja samega planeta. Ideja, da je razlog za proizvodnjo, ki je bila omogočena z jemanjem virov s planeta, ohranjanje ljudi pri življenju, ni več veljavna in je bila leta 2019 zaključena. To zahteva zmanjšanje prebivalstva na raven, da se bo planet naravno obnovil in potem vzdrževanje le-tega. Ustaviti ogromno, nenehno izčrpavanje naravnih virov Zemlje samo zato, da bi se ohranilo vedno več ljudi živih, ni utemeljen razlog in temu je konec. Človeško populacijo je potrebno zreducirati na raven pod 500 milijoni. In od te točke noben človek ne bo imel sposobnosti za razmnoževanje in bo postopoma izumrl. Manjše število androidov bo prevzelo del ročnega dela, prihodnjega tekočega vzdrževanja, medtem ko bodo neljudje upravljali vse operacije. Zadnja vojna je za njihovega zornega kota uničiti 13 od vsakih 14 ljudi na tem planetu. In so na dobri poti, da to storijo. Milijoni ljudi zdaj umirajo. Milijarde so obsojene na smrt v naslednjih letih.
Tistim, ki so sprejeli injekcijo, je že usojeno, da bodo v naslednjih letih umrli. Upajo, da bodo s taktiko prisile in strahu pridobili več nevednih naivnežev, ki bodo sprejeli pik v roko. Vedo, da se ljudje zavedajo svoje bojne moči in upajo, da bodo injekcije dosegle dovolj visoko raven, da bodo lahko obdržali svoje nadzorne vire na mestu, ko bo prišlo do resnih učinkov cepiv. To bo zelo tesna dirka. Otroci v Angliji že sedaj umirajo s hitrostjo 62% hitreje kot običajno, odkar so uvedli pik v roko in jih imenujejo cepiva, ki seveda niso cepiva. Pa šele začelo se je. Kje je še 8. odmerek, ki bo pa sigurno učinkovit, no, odvisno za koga, proti virusu zagotovo ne bo učinkovit. Morali so spremeniti jezik, da bi se prilagodili strupu, ki ga ubrizgavajo v telo nevednih naivnežev. Zdaj vsi umirajo hitreje in ljudje, ki zdaj umirajo, so tisti, ki so vbodeni. To je vojna. Če verjamemo njihovim številkam, bodo vbodeni ljudje umrli v naslednjih letih, ker trdijo, da je že 80% ljudi pošpikanih. Ta odstotek je dvomljiv, saj nas skušajo prepričati, da smo mi edini zadržek, ki vsem ostalim prepričuje, da bi nadaljevali z normalnim življenjem. Ponekod je procent zelo visok, kjer je populacija močno indoktrinirana, kjer gredo na 3., 4. odmerek, zdaj pa načrtujejo že 5., 6., 7. in 8., brez konca, dokler ne pride do smrti, vedno pa je resnično učinkovita šele naslednja doza. V cepilni knjižici je že prostora za 8 strelov v ramo, mest za 8 ojačevalcev, da se vedno ponovno registriramo. En strel je vse, kar potrebujemo, da postanemo hodeči mrtveci. Vendar več strelov, kot naredimo, višji je sprožilec, koncentracija strupa v našem krvnem obtoku namreč. To je agenda za depopulacijo, ki nam jo želijo vbrizgati kot bojni strup. To je vojna, v kateri te ubijajo zgolj z nedolžnim pikom v ramo, in prišli smo tako daleč, da vsi, ki so sprejeli to vojno in s tem prijeli svojo dozo odrešitve, sedaj zahtevajo, da se obode vse po vrsti za zaščito njih samih, ki so se baje z njihovim pikom popolnoma zaščitili pred smrtonosnim virusom. Čudno, strah je res velik. Zemeljski, nevidni vladarji so zelo pametni. Ljudem na položajih so vbrizgali
fiziološko raztopino kot primer, kako vse skupaj ni nič nevarno. Ostali ljudje pa umirajo tako hitro kot počasi. Vidimo ljudi, ki umirajo hitro, pa večina to sploh ne sprejema kot resnično. Seveda, ko pa ostali umirajo počasi in v to ne verjamejo. Zdi se, da so razmere hitre smrti po pikanju vedno povezane z splošnim stanjem umrlega, pa temu ni tako. Vidimo, da je mogoče stare ljudi zelo enostavno in dokaj hitro pobiti. Neposredne smrti in bolezni, ki jih imajo starejši ljudje, lepo zakrivajo vzroke smrti, tako da večina pri tem sploh ne vidi preprek pri nadaljnjem pikanju. Tisti ljudje z hujšimi problemi gredo v bolnišnico in jih bolnišnice ubijajo. Ker so neljudje v ozadju pametno izdelali protokol za ubijanje ljudi, ki se pojavijo v bolnišnici z respiratornimi težavami, ki jih povzroča strup. Celoten planet Zemljo so spremenili v koncentracijsko taborišče in taborišče smrti. Namesto pečic in plinskih komor imajo povsod krematorije, bolnišnice in prisilo. Bolnišnice so taborišča smrti in njihova cela funkcija je sedaj, da te skozi sistem usmerijo v mrliško vežico, od tam pa greš direkt v krematorij in te samo zažgejo in prideš ven. Če te zažgejo, ni možnosti obdukcije, tako da dokazov ni. Kmalu bomo videli veliko dokazov. Ne morejo skriti dokazov, da so pobili vse, a za tiste, ki so že zabodeni, ni pomembno. Mrtvi so, samo čakajo, da se to zgodi. Ko bodo vsi vzeli potrebno število injekcij, bodo pripravljeni. Gre le za kratek čas. Če se do sedaj še niste ustrelili zaradi psihičnih napadov, blaznežev, ki se skrivajo v ozadju, je to vaša glavna prednost, da preživite to vojno. Premislite o svoji situaciji. Ni obljub o lažnih pričakovanjih, zaradi katerih bi bilo vredno razmisliti o določenem samomoru zaradi vboda. Ta stopnja tveganja se še poveča, če narediš drugi, tretji strel in ojačevalnik. Privezani ste, ker bo vaš cepilni potni list vsakič potekel, razen če ne vzamete še in še. Torej, tukaj bo rek, kamor je šel bik, naj gre pa še štrik, kar zelo pravilen. Vem, mnogo vas je stisnjenih v kot zaradi službe, otrok in ostalega. Moramo pa vedeti, da po koncu te vojne to sploh ne bo več pomembno. Odločitev je trenutno še vaša. Imate prijatelje, sorodnike, ki so v dvomih in ne vedo, kako naprej. Na Facebooku in Telegramu je veliko mest, kjer se najde pravna pomoč. Tudi druge skupine se oblikujejo s kolektivnimi ukrepi proti tej shemi. Društvo Belis je lep primer le tega povezovanja in siguren sem pri tem, da bo Društvo Belis imelo v prihodnosti glavno
povezovalno moč v Sloveniji, ker kdo se zaveda, ve, da nam nič ne morejo in se lahko jebejo. Ne pozabite, da smo napadeni in nas želijo videti mrtve. Želijo, da bi se vse te naše hiše izpraznile. Načrt v Severni Ameriki je, da se vrnejo na točko, kjer se bo 500 milijonov bivolov spet sprehajalo po ravnicah. To je njihova vizija, to so njihova igrišča za elito. Vse slabo mora iti, vse stvari, ki jih imate, vse, kar ste kdaj dosegli, o čemer ste sanjali, živeli v njih, se dotaknili, vse slabo mora oditi. To jim je na poti. Veliko ljudi je, ki se želijo samo umakniti. So samo pasivni opazovalci. Pasivnost v takšni vojni te ubije. Ste pasivni, vzamete strel v ramo, ker pravijo, da boste izgubili službo. Strah, ki pa ne pelje v rešitev situacije. Ti ljudje se ukvarjajo s poslom in to zelo resnim poslom. Njihovi podaniki pa izvršujejo ukaze, čeprav se tudi njim lahko zdijo nesmiselni. Korona dodatki v vseh branžah, zanimivo, povsod tam, kjer se plače izplačujejo iz proračuna, so povod, da človek čez noč spremeni svoje prepričanje in se priklopi na agendo nove dobe, za katero nihče točno ne ve, kam nas pelje. Če se vam ne zdi tako, če mislite, da so te njihove usluge kaj drugega kot zlobne, potem enostavno morate iti in se postaviti v vrsto za pik v ramo, pa kdor bo preživel 8 pikov, bo še marsikaj doživel na tej poti njihovega razsvetljenja v novo dobo. Ponavljam, to, kar se dogaja, ni vojna. To je zagotovo zadnja vojna našega človeštva v takšni obliki, ki smo jo poznali do sedaj. Izginile so že mnoge civilizacije, tudi naša bo nekoč. Ne trdim, da bo sedaj v tej vojni odšla, nekoč pa bo. Verjamem, da sedanje stanje ne pomeni konec naše civilizacije, temveč zgolj preskok na nekaj več, kjer pa je prostor v tej novi normalnosti omejen, bo večina ljudi, ki trenutno živijo na zemlji, žal ostala pred vrati nove dobe in prav je tako. Norost, ki se izvaja v zadnjih 100 letih na zemlji in zahteve po še in nikoli dovolj, so resnično nesprejemljive. Težko je razumeti, navajeni smo na koncept, da to ni vojna, razen če pride sovražnik in nam pove, da to je vojna. Vendar nam ne povedo tega, ker je to njihova zadnja vojna, kjer so po njihovi miselnosti že vnaprej oni zmagovalci. Vojna je zanje le orodje. Vedno so jo uporabljali za nadzor prebivalstva, nabiranje bogastva. Vojna je bila država proti državi. Zdaj so se izpopolnili in postavili vlado proti ljudem, in to na celi zemeljski obli,
kar se dogaja prvič in zadnjič. Smo v zadnji svetovni vojni in hej, neumni, prekleti vladni sluge. Ali res ne razumete, da ste za njih koristni samo toliko časa, dokler agenda ne bo zaključena? Takoj potem boste grobo in na hitro odstranjeni kot vsi ostali. Preprosto vas bodo vrgli ven, ker veste preveč o tem, kaj se dogaja. In ne ljudje potrebujejo prebivalstvo, ki je neumno, nevedno in drogirano z lažmi, tako da preprosto naredijo, kar jim rečejo. In na koncu tudi umrejo na ukaz. Ta vojna bo trajala leta. Morate razumeti, da ko so začeli z drugo svetovno vojno, nismo imeli pojma, kako dolgo bo ta vojna trajala. Ne ljudje mislijo, da tokrat vedo, kako dolgo bo ta vojna trajala. Vendar, morda niso pripravljeni na prebujanje s strani ljudi. Obstajajo okoliščine, ki se tepejo z neljudmi in njihovimi načrti za ta dogodek iztrebljanja. V bistvu je dovolj budnih ljudi, ki razumemo, kaj se dogaja. Imamo pa še vedno en velik problem. Potrebno bo resno sodelovanje nas vseh brez izjeme in seveda brez pogojevanja, kdo je glavni in kaj je pravilna pot. Če nam danes to še ni jasno in ne bomo pričeli z uresničevanjem le-tega, se lahko samo še postavimo v rečni tok, ki nas bo odnesel v brezno brez možnosti vrnitve. Ta vojna ima veliko različnih ravni. Vse te ravni lahko trajajo leta. V Združenih državah Amerike, to je zdaj en primer, je 3000 okrožij. George Soros si je prizadeval onesnažiti politično strukturo v velikem številu od teh 3000 okrožij. In na srečo niso mogli doseči, da bi okrožnega tožilca v vseh teh okrožjih zamenjali s Sorosovimi ljudmi. To sem zdaj hotel povedati primer, kako delujejo. Ne? In to je povsod na svetu, je isti sistem. Pri nas pa je situacija nekoliko drugačna. Trenutna oblast je uspela infiltrirati svoje ljudi v vse pore državnega aparata. In to je srž problema. V Združenih državah Amerike je na stotine tisoč posameznikov, ki zavestno delajo za neljudi in so na njihovih plačilnih listah. To bo trajalo nekaj let, da se uredi to čiščenje hiše. Poleg tega se je potrebno prebiti do vrha. Obravnavati moramo vse te ravni čisto do zadnjega v politični piramidi, ki se konča na vrhu. Obstajajo načini, kako priti tja hitreje in nekatere stvari se dogajajo zdaj. Vendar bo ta vojna trajala leta. Ali pač ne. Lahko dobimo pomoč Matere Zemlje v obliki naravnih katastrof, velikih razsežnosti in to na čisto določenih predelih Zemlje. Vse je mogoče. Torej, če naletimo na koga, ki bo zaradi trenutne situacije izgubil delo, pomagajmo mu s tožbami na vseh področjih, kjer potem nimajo časa za druge stvari. Treba je zasipati vse. Sprejem njihove igre
s super zvarkom v ponudbi je pogrom za človeka, še posebej pa za našo dušo, ki jo ti neznani vsezemeljski rešitelji preprosto zanikajo. In to bo mogoče naše glavno orožje na tej poti. Postanite jezni, ne bodite nasilni, obstaja razlika. Lahko postanete trmasti in glasni, ne da bi postali žaljivi in agresivni. To bodo vzeli kot žaljivko, agresivno in glasno. Verjemite, v tej vojni, ki bo trajala še več let, bomo videli veliko slabega, predvsem pa trpljenje. To bo nekaj edinstvenega v naši civilizaciji, v našem razumevanju, kar je naša civilizacija preživela. Vendar je to resna vojna in ljudje zdaj zaradi tega že umirajo. Tega ne moremo obravnavati, kot da se ne dogaja in biti na varni razdalji ali biti tolerantni. Lahko zanikate vse, kar želite, vendar boste trpeli posledice tega in to povsod. Letos se je število smrtnih nesreč z avtomobili povečalo za 18%. To so po mojem razumevanju posledice pikov v ramo. Oni bodo to seveda zanikali. To so popikani ljudje, katerih telo začenja doživljati mikrostrtke in trenutne disfunkcije. Piloti so že umrli med letom in številni vojaški piloti so bili prizemljeni zaradi neuspešnih rutinskih testov telesne pripravljenosti. To lahko vidiš povsod in postaja vse slabše. Prva potrditev uspeha bi lahko prišla v letu 2022 ali pozneje. Ljudje bodo zaradi teh super zvarkov umirali v večjem številu in redno. Dogajala se bo groza, ko bodo zanikalci dejstev, torej tisti, ki ne verjamejo, kaj se dogaja in nastavijo svojo ramo, umrli s celotnimi družinami vred. Ko se bomo lotili tega, bomo imeli veliko več groze in veliko manj prikrivanja. Videli boste lahko več. Videli boste velike luknje v vašem lokalnem družbenem redu, ko se bo pričela dogajati praznina ljudi, ki bodo izpadali iz te igre. V tej vojni bodo mrtvi zelo ustrežljivi. Večinoma bodo bodisi umrli sami neopaženo, brez resnih poprejšnjih težav, ali pa se bodo odpravili v bolnišnico in jih bodo obdelali, kot da nikoli niso obstajali. Spominska obeležja ne bodo nikoli postavljena. Lepo in vse čisto bo. Pot bo vodila naravnost v krematorij. Veliko infrastrukture nam bo prihranjene. Brez zračnih napadov in tankov. Težko bo razumeti, vendar moramo razumeti to. Ta faza vojne nas bo popeljala skozi leto 2025, preden se bo končala. Moramo se premikati, razumeti svojo realnost, da razumemo, da je vojna in v vojni se moramo boriti. Nam je to všeč ali ne. V drugi svetovni vojni so umirali tudi civilisti in sedaj si verjetno mislimo, da smo mi civilisti. Temu ni tako.
Zdaj smo mi vojaki brez pištol, pušk in ostalega orožja. Zato prej, ko se tega zavedeste, boljše so naše možnosti za preživetje. Lahko da se bomo borili za hrano, vodo, toploto, oblačila, zdravstveno oskrbo, da ne bi umrli zaradi pomankanja, zaradi prekinjenih dobavnih verig. Večinoma, ne zaradi bomb, zablodenih krogel ali običajnega orožja. Pred nami so trenutki, ki jih sam nikoli ne bi želel zamuditi, in največja želja mi je, da bi opazoval ta prehod v novo dobo, pa tudi če sem potem takoj odstranjen iz tokratnega življenja, res ne bi želel zamuditi te razburljive, pa tudi težke poti v našo novo normalnost. Vse povedano vzemite kot znanstveno pripoved ali pa kot gledanje v stekleno kroglo, ki nam kaže našo zanimivo prihodnost. Vsak ima svoj pogled in naj tako tudi ostane. Mislim pa, da nas večina, ki smo prisotni v živo, razume, kaj sem želel s tem povedati. Nikakor, nikoga nisem v tem zapisu želel verbalno napadati, dokler pa minister lahko odlično svetuje, kako se izogniti milijonskim plačilom davka brez posledic, ker je to v opisu njegovih del zapisano z drobnim tiskom, dokler drugi minister resno pripravlja teren za špikanje naših otrok. Mislim, da imam tudi sam osebno pravico zgolj izraziti svoje poglede, pa naj ostanejo znanstvena fantastika, če nekaterim tako ustreza. Hvala. Vsem, ki smo, dragi Miran, poslušali tole tvoje predavanje resnice, kajti za vsako izrečeno besedo, ki si jo povedal, se strinjam v celoti. In najbolje, kar se strinjam, je v resnici to, da smo tukaj vsi brez pištol in brez bomb in brez letal, vsi smo vojaki ta hip, hočemo to razumeti ali ne. En tak naš vojak je danes prišel iz Maribora in bi nas želel pozdraviti. Prinaša sporočilo, izrazil je željo, da nekaj pove in dragi Miran, izvoli, beseda je tvoja. Ja, pozdravljeni, dragi člani in vsi, ki ste na tem liveu. Zadeva, kot sem začel povedati, je ta, da sem z potovalno listino prečkal mejo Avstrije, dokazal papirje, člansko izkaznico, dokumente, ki sem jih uporabil in pokazal. Na to so me začeli zasliševati in so mi na prehodu mejo čez Avstrijo zazeli dokumente in me v bistvu pridržali in na to nazaj odvrnili v državo Slovenijo. Rad bi pa povedal, da zadeva kot društvo, v bistvu hoteli so me, da je ta listina fake ali da sem jo ponaredil. Povedal sem, da ne, in se vrnil v državo. Sedaj imam tudi pismo, da sem poslal v Avstrijo na policijsko mejno policijo, v Strasbourg, potem sem poslal v tole ministrstvo in sedaj me zanima to, moram se udeležiti tegale obiska, imam vabilo. Tako da v tem primeru
želim, da me zastopa društvo Belis in moram vam povedati, da sem, ni mi vseeno, ker sem pravna oseba, se pravi za veliko v društvu. Vem to, da je v meni nekakšen dober občutek, ker v veri nisem ponaredil in društvo Belis naredilo listino in se čutim nekrivega, tako da rad bi pa vprašal zdaj glede teh zadev, kdo je v bistvu zaščitil to znamko, ker je v bistvu po statutu ne piše nekakih dobenih, v bistvu je društvo Belis in ni napisano in da v bistvu mi lahko to društvo pove in tako da kdo bi bil tam lastnik, da lahko se mi dva da se pogovorimo, to je pač v bistvu, ker to je društvo Belis za sečno življenje, jaz sem tudi sečen človek, jaz sem v bistvu podpisal tole varovalni sporazum in rad bi, da to rešimo in bomo rešili, vem, da bomo rešili, ne čutim se krivega in želim, da to društvo Belis reši in gremo naprej, tako da to je zdaj z moje strani, ne bom predolgi, tako da zadeva kot taka, mislim se pravi na tem statutu je v bistvu, da piše pod drugim členu društvo, mislim, 3. členu društvo deluje na območju Republike Slovenije in vem, da zna odgovor rešiti naš ustanovitelj in tako da ne bi bila igra človek ne jezice ali pa na drugi strani črnega Petra, tako da jaz imam vero, da bom to rešil in vse skupaj vas lepo pozdravljam in to sem vam dal izjavo. Hvala lepa. Dragi Miran, hvala. Stopi. Seveda. Društvo je ustanovljeno leta 2002. Okay. Kdaj smo šli v Evropsko unijo, katerega leta? 1990. No, jo. 2004, ja. Ok, 2004, se pravi. Malo sem. Nič hudega, vse je v redu. Statut društva Belis je popolnoma v skladu z vsemi zakoni, ok? In ker smo 2004 šli v Evropsko unijo, je statut tudi šel v Evropsko unijo. Z vsemi svojimi pravnimi posledicami, z vsemi podpisanimi mednarodnimi pogodbami, tako da se nimaš nikogar ali česar bati. Pustim to društvo Belis, da to reši to zadevo. Društvo Belis ne more tega rešiti, ker si ti šel čez mejo in so tebe poklicali in moraš to ti rešiti. Če bo imeli pa tam težavo z listino, kar ti očitajo, pa reči, naj se avstrijska vlada obrne na društvo Belis. Takrat jim bomo dali pa odgovor, ki ga imamo tukaj. Tako da hvala za tvoje pomisleke, ker mislim, da marsikomu, ki ima težave, namreč država se spravlja ravno na ljudi, ki imamo nekaj soli v pameti. Nekaj pameti v soli ali obratno, čisto vseeno. Kakorkoli obrneš, pravo stoji in ne more paditi, dokler te ne odstranijo fizično in se spravljajo na naše člane na različne načine. Tako da gled, vse listine, ki jih društvo izda, so pravno veljavno sprejete na izrednih ali rednih občnih zborih. Naš statut je usklajen z ustavo in zakoni, ker vidim, da te je nekaj zmotilo, ne? Imamo odločbo, ki jo je potrdila država in ker smo del Evropske unije, velja naš statut z vsemi člani znotraj Evropske unije popolnoma pravno veljavno in kar se zmenimo člani na teh izrednih ali pa rednih upravnih odborih, tako je. Ker naš statut je nad ustavo, usklajen z ustavo in zakoni. Kar se tukaj zmenimo, je dejansko tisto, kar drži. Če ima avstrijska vlada ali pa policist, ki je nesrečen na meji in ti je to zasegel, seveda upravičuje svoja dejanja in te pokliče na zagovor, se ne rabiš nič bati. Rečeš, vse sem vam napisal, vkolikor imate vprašanja v zvezi z listinami, se pa obrnite na društvo Belis v Republiki Sloveniji. Želim ti veliko sreče in hvala, da si izrazil ta dvom. Mislim, da tudi marsikomu sem zdaj povedal rešitev.
Ne rabi vas biti strah uporabiti nobene naše listine, ker smo suverena bitja, ker v društvu Belis imamo svojo skupnost, postavljamo si svoja pravila in ta pravila so v skladu z naravnimi zakoni, slovensko ustavo in slovenskimi zakoni. Hvala, da si ta dvom izrazil. In te lepo pozdravljam. No, hkrati pa... Hvala, Božan, zdrav. Hvala, srečno pot nazaj v Maribor in karkoli bo pokliči, ti stoji društvo z vsemi 5385 člani ob strani. Draga Iviljana, zdaj pa je čas zate in za tvojo besedo, evo, izvoli. Pozdrav. Evo, hvala lepa. Danes je bilo ponovno toliko lepega že izrečenega. Jaz pa bom mečkam se globlje dotaknila samozdravljanja, naših najglobjih ran, tudi tistih, ki se jih niti ne zavedamo v določenem trenutku in priplavajo na površje ob kakšnih izzivih ali kakšnih tekočih dogodkih. Če si predstavljamo našo dušo kot en velik računalnik, v katerem je spravljenih ogromno informacij, ogromno dogodkov, moramo vedeti, da je to pač del naše duše. Kot lahko v računalniku spreminjamo programe in odstranjujemo viruse, lahko tudi v naši duši zavestno, z resnično ljubeznijo do sebe. Tukaj bom podarila z ljubeznijo do sebe, ker ne more uma pozdraviti. Ogenj ne more pogasiti ognja. Zato ne moramo z umom, z razumom pozdraviti tisto, kar nas moti, kar nas onesrečuje ali kar nas dela bolane, nesrečne, ampak samo z energijo, frekvenco, ki je višja od te situacije oziroma tega vzorca, tega spoznanja, tega stresa, ki smo ga kadarkoli, kjerkoli doživeli. Tako kot ne moremo umazane posode umiti brez vode, lahko jo imamo na pultu, lahko v njej napišemo 10 romanov, kdo je umazal, kako me boli srce, ko gledam umazano posodo, vendar posoda bo ostala umazana, dokler ne bomo z vodo, ki je nekaj drugega kot umazanija, te naše posode očistili. Kako bomo prišli do vode, je zdaj spet veliko načinov. Lahko imamo srečo, da imamo pipo, odpremo in Bogu hvala, to imamo trenutno v naši civilizaciji še dovolj na razpolago. In upajmo, da jo bomo imeli še dolgo časa. Lahko gremo s svojimi vrči v naravo, k izviru, si prinesemo domov vodo, pa s to vodo očistimo našo umazano posodo. Zelo enostavno in prijetno je, da imamo pri sebi pipo in to z lahkoto naredimo. Tako je tudi z našo dušo. Naša duša se ne more pozdraviti, kot sem že rekla, z umom. Ne da se. Rane ostanejo, spomini ostanejo, bolečine ostanejo. Lahko se ločimo od dogodkov, lahko zapustimo določene ljudi, lahko gremo samostane, lahko karkoli naredimo, da nimamo tistih impulzov, ki nam povzročajo bolečino. Vendar bolečina je prikrita, skrita v naši duši. Zato je zelo pomembno, da razumemo, kako pomembno je, da se pozdravimo z brezpogojno ljubeznijo. Edino brezpogojna ljubezen, ta voda življenja, je tista, ki nam bo rešila vse naše notranje bolečine, zamere, nepravilna prepričanja, žalosti, bolezni. In ta brezpogojna ljubezen je kot Sionska gora ali kot Triglav. Vemo, da obstaja, samo nismo še tam. Kako priti na to Sionsko goro? Mi vemo, da je na Sionski gori drugačen pogled na življenje, na zemljo. Mi to vemo, vendar mi smo še vedno sredi gozda, sredi neurja,
sredi situacij, ki nas bolijo, zaradi katerih se jočemo, kako resnično samemu sebi odpreti ta vrata do samoozdravljanja s to brezpogojno ljubeznijo. To je moja tema danes. In želim si, da slišimo vsi, da ne moremo svojih ran zaceliti z umom, z razumom, s klečanji, z molitvami, z odpovedovanji, s posti, z samostanji, s cepivi. Ne da se. Res se ne da. Ne gre. Smo v začaranem krogu. Če to poizkušamo, lahko se 10-krat ločimo, lahko 10-krat umremo, vendar naša duša še ni odrešena. Še vedno potrebuje, kot se temu reče, stik, srečanje s to brezpogojno ljubeznijo, ki je edina, ki dela čudeže. Jezus Kristus je v sekundi slepcu vrnil vid. S čim? A je slepec karkoli spremenil v svojih mislih? A je mogoče slepec molil 10 dni na kolenih? Je mogoče vse svoje premoženje podaril Jezusu? Ne. Prosil je Jezusa, da naj ga pozdravi. Samo to. In Jezus je brezpogojno njemu dal brezpogojno ljubezen. To je ta čudež. To je ta moč, katero moramo spoznati, razumeti in jo tudi sprejeti v svoje življenje, ki je darilo. Zastonjsko darilo. Ne moremo si ga zaslužiti, ne moremo si ga izmoliti, ne moremo ga izsiliti, ne z jokom, ne z denarjem, ne z odhodom v samostane, ne s celibatom, ne z ločitvijo. Lahko pa sprejmemo kot zastonjski dar, ki prihaja direktno iz neba v naše srce, v našo dušo, v naše misli, v našega duha. In ko se nas ta voda življenja dotakne, ta nevidna voda, ta brezpogojna ljubezen, potem se dogajajo velike, velike spremembe. Samo takrat. In pozivam vas, vse naše člane Društva Belis in tudi vse dobronamerne ljudi, obrnite se po to pomoč, ki je sicer nevidna, v čem, vendar se jo da občutiti, ko jo sprejmemo, ko prosimo za to brezpogojno ljubezen, da se nas dotakne. In takrat se dogajajo čudeži. Tisti čudeži, v katere malo kdo trenutno v Sloveniji verjame. Zato, ker smo preobremenjeni z dogodki trenutnimi, ki se odvijajo okoli nas, katere lahko slišimo od prijateljev, od družinskih članov, katero občutimo v okolju, v katerem se nahajamo. In vendar to ne pomeni, da te brezpogojne ljubezni ni, ali da je ne moremo sprejeti, ker je tukaj za nas že ves čas. Bog je alfa in omega, Bog je ljubezen. In če ne verjamemo v ljubezen, če verjamemo, da moramo spremeniti da moramo pozitivne vzorce pisati, potem bomo imeli zelo veliko dela in malo rezultatov. Če podpremo srce in svojo dušo, brezpogojne ljubezni, ki je zastonjski dar, ki se nas dotika v tistem trenutku, ko odpremo to nevidno pipo, ta voda življenja pride v naše srce, v naš v naše misli, v naše telesa, dela zdravljenja, spreminja naše misli, spreminja naše srce. In takrat se dogajajo tisti čudeži. Ko se transformiramo iz bolnika v zdravega človeka, iz žalostnega človeka v radostnega,
iz jeznega v polnega sočutja. Takrat se tudi to na nas vidi. Smo kot lučke sredi teme. In to je resnično zastonski dar. Ker smo vsi Božji otroci, vsi smo beli otroci. In moramo vedeti, kdo smo. Moramo to povedati sebi in drugim. Da smo vredni ljubezni, da smo otroci ljubezni in da če drugi niso do nas prijazni, niso zato, ker je z nami kaj narobe, ampak zato, ker imajo slab dan. Zato, ker mogoče niso šefa odpustili, ali mogoče so, ne vem, nekaj slabega doživeli, pa še niso odpustili. Podkupljeni. Mogoče so celo podkupljeni. Mogoče jih je denar premamil. Ampak to ne pomeni, da je z nami kaj narobe. Ne glede na to, kaj se okrog nas dogaja. Lahko so neurja. Lahko je resnično kriza v življenju okrog nas. Ampak mi lahko sijemo. Mi lahko smo srečni. In člani društva Beli za srečno življenje imate vse razloge, da ste lahko srečni. Postali ste člani društva Belis. In to srečo čuvajte. Vaša je, darilo je, zastonski dar je. Ne dovolite, da vam kdorkoli vzame. Niti slaba novica, niti cepljenje vašega prijatelja, niti cepljenje vašega brata, niti smrt določenih ljudi. Ne si dovolite tega. Blagoslavljajte te ljudi. Slej ko prej bo vsak dojel in razumel, da smo vsi otroci, ljubezni, beli so otroci. In da smo lahko srečni, zdravi, veseli in da se lahko družimo v radosti. In hvala Mihajlu, da smo danes ponovno tukaj zbrani. Hvala vsem vam, ker ste danes tukaj. Nasmeh na usnicah in na obrazu povzroča veliko dobrega v telesu. Smejte se, radujte se. Imamo ogromno razlogov, da smo srečni danes. Še vedno ptice pojejo, še vedno sonce sije, še vedno imamo sonce, luno, zvezde, še vedno imamo drug drugega. In ker je življenje, ne dovolimo nikomur, niti smrti, niti bolezni, da nam vzame radost življenja, vero v življenje, nasmeh na obrazu in objem svojega bližnjega. Kako lepo. Hvala. Resnično vam izrekam besedico, rada vas imam, skupaj smo velika luč v Sloveniji in zmagali smo. Smo že zmagali. Hvala lepa. Hvala, draga Eveljana, za te spodbudne besede. Jaz včasih to tudi zelo težko poslušam, ker moram še marsikaj prepucati pri sebi. Včasih so mi te enostavne besede najtežje, ker so tako preproste, da jih v tem kompliciranem življenju zelo težko človek dojame, ker so nam vse pobegnile, so nam bile odvzete. Tako da, draga Eveljana, hvala ti za to ljubezen, s katero izražaš svoja spoznanja za vse nas. Ta uradni del smo danes zaključili. Iskrena hvala vsem, ki ste bili danes z nami. Ugasnil bom seveda prenos preko Facebooka. Na Zoomu prosim, če ostanete še nekaj trenutkov z nami. Imamo še nekaj obvestil, sporočil. Včasih smo rekli tudi oznanil. Tako da...